Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani. Vlada je včeraj sprejela zakonski paket, pravzaprav mega zakon za zajezitev epidemije COVID-19 in za omilitev njenih posledic. Paket je težak 3 milijarde evrov, ničesar podobnega nikoli doslej še ni bilo, niti na seji katerekoli slovenske vlade, niti na seji kateregakoli sklica slovenskega parlamenta. Ukrepi iz tega zakona bodo veljali, če bo parlament zakon potrdil, od 1. aprila do 31. maja letos z možnostjo podaljšanja vseh predvidenih ali pa zgolj nekaterih ukrepov do 30. junija. Nekateri ukrepi bodo veljali tudi retroaktivno za čas od razglasitve epidemije 13. marca. Zdaj, ta paket je namenjen reševanju življenj, zdravja in ohranjanju drugih vitalnih kapacitet države, kot so gospodarstvo, javne storitve, šolstvo, znanost, kulturo in druge. Občinam bomo ali pa bodo upravičeni stroški, ki nastajajo zaradi spopada z epidemijo, povrnjeni iz proračuna. Moram reči, da se je izkazalo v zadnjih 10 dnevih, da so slovenske občine bolje delujoči del sistema, da imamo na drugem koncu žal precej zarjavel birokratski aparat, ki je mestoma popolnoma nedorasel temu položaju in včasih traja predolgo za to, da se uskladijo in sprejmejo nekateri administrativni ukrepi. V tem paketu oziroma v tem mega zakonu za zajezitev epidemije in za omilitev njenih posledic so vsebovani številni ukrepi. Posegamo na številna področja. Zajeto je v globalu pravzaprav vse, kar je potrebno nasloviti za to, da bomo kot družba lahko normalno funkcionirali tudi po koncu te epidemije. Tako med drugim z zakonom zamrznjujemo plačevanje socialnih in nekaterih drugih prispevkov, ob tem, da pravice ostanejo, ker te stroške krije proračun. Plačilni rok za plačila iz proračuna bo skrajšan na 8 dni. Omogočeno bo delno neobdavčeno nagrajevanje za tiste, ki tudi v tem času redno delajo. Omogočeno bo dodatno nagrajevanje do višine dvojnega plačila za vse, ki so dodatno izpostavljeni v boju z epidemijo. Uvajamo temeljni dohodek in hkrati odpis obveznosti samozaposlenim z veljavnostjo od 13. marca do 31. maja letos. Uvaja se krizni dodatek za upokojence, za študente, za velike družine ter za v prejšnjih kategorijah neupoštevane socialno ogrožene. S tem zakonom bodo zamrznjeni številni drugi roki, kjer zadev enostavno državljanom ni mogoče zagotoviti ali pa jih pristojni določenih storitev ne morejo ali pa uslug ne morejo izvajati. Zakon podaja potrebna pooblastila Ministrstvu za šolstvo, da ureja šolsko polje v skladu z novimi razmerami. Predlagana so nekatera dodatna pooblastila policiji v povezavi z izvajanjem zakona o nalezljivih boleznih in vlada se je odločila ob sprejemanju tega prvega mega zakona oziroma paketa, da ne bomo nikogar pozabili, tudi v primerih, ki jih mogoče zaradi različnih razlogov ni bilo možno zajeti v tem prvem paketu oziroma v tem prvem mega zakonu, bomo zadeve reševali v okviru ali pa z paketom številka 2. Torej, če bo kdorkoli našel kakšno praznino v smislu tega, da so bili problemi drugih kategorij naslovljeni, problem njega pa izpuščen, je za to čas in prostor v okviru paketa številka 2, ki ga je vlada deloma že začela
pripravljati, saj se je morala med številnimi predlogi, ki so prihajali zaradi različnih razlogov, tudi časovnih, pa kapacitet administracije, pa tudi nenazadnje zakonodajalca, odločati o tem, kaj je res nujno za vključitev v ta prvi paket in kaj lahko počaka na drugega. Ob koncu bi dejal še to, da se žal zelo optimistična ali pa ugodna znamenja glede spoštovanja oziroma upoštevanja nekaterih omejitvenih ukrepov, ki so pač nas dosegala, ali pa sporočila, ki so nas dosegala v preteklem tednu, da se je vse to nekoliko zameglilo preko zadnjega vikenda, ko se pač ne upošteva te omejitve oziroma se ne upošteva predvsem nasvete zdravstva, ki so preliti večinoma v vse te omejitvene odloke in ukrepe. Zato opozarjam na to, da najtežje obdobje spopada z epidemijo šele prihaja. V naslednjih tednih bomo vsi na preizkušnji, še posebej bo na preizkušnji naša odgovornost, bodo na preizkušnji naša odgovornost in solidarnost do zdravstvenega osebja in obolelih. Zaradi povedanega vas obveščam, da je trenutno v proceduri na dopisni seji vlade odlok, s katerim se bo delno zaostrilo omejitev gibanja, vendar poudarjam, da tudi to ne bo pomagalo, če teh omejitev ne bomo vsi upoštevali, ker tisti, ki tega ne upošteva, ogroža druge, ki upoštevajo te omejitve in na koncu najbolj trpijo nedolžni. Bodimo solidarni tudi do najbolj izpostavljenih. Vlada se trudi, da bi preko teh ukrepov njim namenila posebno varstvo in ta pristop bomo v prihodnosti še stopnjevali. Hvala tudi vsem prostovoljcem, ki pomagajo, še posebej tistim, ki pomagate najbolj ranljivim kategorijam. Hvala vsem za predloge, ki smo jih dobili tako v smislu zajezitve epidemije, kot tudi omilitve njenih posledic. Na stotine jih je, pravzaprav na tisoče in kot že rečeno, nekateri so že vključeni v prvi zakon, prvi paket, mnogi ostali bodo v prihodnje ukrepe tudi zakonske. Hvala svetovalni skupini in številnim drugim strokovnjakom, ki so pomagali vladi, ki ste pomagali vladi pri pripravi dosedanjih in tudi prihodnih ukrepov. Še posebna hvala iz srca pa vsem, ki pomagate povsod po Sloveniji, kjer je to potrebno, ki pomagate v anonimnosti in neposredno tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Lahko rečem tudi, da smo v zadnjih dneh, poleg tega, da je bilo potrebno reševati mnogo težav in problemov, ki si jih niti približno naprej ni mogoče predstavljati, odkrili tudi ogromno potencialov, za katere tudi nismo vedeli, da obstajajo ali pa se ni vedelo, da obstajajo. Odkrita ali pa na površino je prišla tudi velikanska pripravljenost številnih 100 tisočev, da pomagajo bližnjim in zaradi vsega tega vemo, da vsak dan znamo in tudi zmoremo več in zaradi tega bomo v spopadu z epidemijo uspešni. Hvala lepa in ostanite zdravi.